smo rekli, ne, da če bo treba, gremo tudi čez 22-30 uro in točno to se bo zgodilo. Rok Čakš je spet z nama, odgovorni urednik Zanima.me. Veliki finale, kakšnih 20 minut, neke sklepne analize recimo. Ne. Zdaj pravijo običajno, da je jutro pametnejše od večera, žal je naloga nas treh jezdecev apokalipse, ne, da kaj pametnega pogruntamo kljub dramatičnim rezultatom volitev že ta večer. Morda povejmo, ta trenutek je 98,16% preštetih glasovnic, razmerja med strankami pa se niso več spremenila bistveno. Zdaj, če rezimiramo, ne, imamo Rok 0,3, celo malo manj, 0,29 se mi zdi. Imamo zdaj že 34, 0,34. Ja, imaš prav. 0,34% razlike med vodilnima dvema, pri čemer je Janez Janša napovedal izpodbijanje že vnaprej, še pred volitvami 25 volišč. Zdaj, ne, ker je razlika tako majhna, dodatno napoveduje, da bo v SDS-u preštevali vsak glas na roke. Imamo torej neraščiščeno recimo še tisto afero iz finiša kampanje z prisluhi. Mi gremo v totalno turbulenco že jutri zjutraj. Totalna politična kriza morda. Ja, kdorkoli bo sestavljal naslednjo koalicijo, ga bo bolela glava. Ne? Vidimo, da je to pad položaj, ki ga so nekako ta razmerje med blokom v anketah tudi napovedovala. Ne? Dejstvo pa je, da je ta zadnji teden Svoboda oziroma ta leva stran pridobila toliko, da je ta pad položaj še bolj očiten, kot je bil prej. Ne? Čeprav desna sredina ima neko prednost, ampak kot vemo, so tu izključevanja. Ne? In iz tega jaz zelo, zelo težko vidim kakšno kombinacijo, ki bi prinesla neko koalicijo ali pa vsaj neko trdno koalicijo. Če pogledaš, ne, aktualna koalicija ima 40 glasov in če si da zraven še 5 mandatov od resnice, je to samo 45. To ni vladanje. Ne? Ja, in tudi, če pomislimo, da so imeli prejšnji mandat od 53, se kar precej izgubili. Ne? Ja. Čeprav je seveda Svobodi kazalo še več, ampak mislim, da je tu Svoboda dobila tudi na račun Levice, ki je spet povsem spodaj. Vimo, javnomnenjske ankete jo vedno kažejo nekje gor in potem je verjetno malo počrpa Svoboda, ne? Ali jo pa preveč forsirajo. Ne? No, sej treba je reči, kar so izgubili, so bolj ali manj izgubili seveda na račun Svobode. Ne? Ja, tako da tista razmerja med blokovsko ostajajo. Kombinacija, ki pa tu pride, je pa seveda zelo odvisna od tega, koliko bojo novi poslanci dovzetni na kakšne sugestije. Ne. To pomeni predvsem teh dveh strank, ki so na novo, ne, tako Logarja, Svoboda in pa Resnica. Ne. Zdaj v tem kontekstu je zanimivo, da v Logarjevi poslanski skupini ne bo Anžeta Logarja. To je vedno bolj. Čemer je zanimivo to, ne, da je Logar običajno kandidiral v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 4. Ne, to je bil tradicionalno okraj Anžeta Logarja. Tokrat se je odločil za Logatec in v okraj Vič-Rudnik 4 poslal Tadeja Osterca, kandidata sicer za zdravstvenega ministra, ki ga je prehitev. No, ker sem je tako ironično, ker sem jaz z tega konca, ne, sem gledal ves mesec dni te plakate Tadeja Osterca in Anžeta Logarja skupaj, lahko bi na nek način glede na politični renome rekel, da je Logar dvigoval Osterca v kampanji in na koncu bo ostal zunaj parlamenta. To je zanimivo in kot sem uspel ujeti iz neuradnih odzivov, veliko slabe volje ta večer. Najprej zaradi rezultata pri demokratih, potem verjetno tudi individualno pri Anžetu Logarju, da ga sploh ni zraven. Absolutno, ne, to je skoraj popolni poraz te ideje tretje poti, kar je seveda po svoje žalostno. Ne. Ampak tu je tisto, kar smo že govorili tudi v začetku. Ne. To pomeni, volivci so na koncu v finišu ocenili, da sta samo dve opcije. Ne. Mislim, zdaj graf volilne komisije, ki je pač vedno nekako pripravljen po tretjinah, ne, je tokrat zelo priročen, da pokaže, ne, pravzaprav Gibanje Svoboda je pobralo tretjino, en poslanski sedež manj kot tretjino, ne, torej od 90-ih 29, ne, naslednjo tretjino, ne, -2 SDS in vsi ostali, torej vsi, vključno z Resnico in Levico, ki nikakor ne spadata v recimo tako imenovani tretji blok, ne, torej tretjina. Ne. No, zdaj ravno kar menda prihaja Robert Golob v štab Svobode skupaj s Tino Golob-Gaber. Pa še en odziv, Luka Mesec pravi, da s 5 poslanci tudi niso najbolj zadovoljni, da pa na noben način, ne, to je moral dodati, ne bodo spodkopavali rezultatov, tako kot Janez Janša. Ja, ko smo pri izkopavanju rezultatov, spomnimo se pred volitvami, Janša je rekel, da za njega pride poštev samo trdna večina koalicije. To pomeni, zdaj se mi zdi, da je retorika drugačna. Ja, dobro šteli opažaš. bomo vsak glas. Zakaj ga bi šteli?
Če pa si rekel, da rabiš skupaj z NSI-jem 46. Ja, in če rabiš, če želiš trdno večino, vsak glas ni faktor. Kot si pa ti rekel, največ, kar bi se dalo recimo iztržiti, če bi bilo do zadnjega glasu res, kar je dejal Janez Janša, je torej 5 dodatnih mandatov, pa bi jih še kar nekaj zmanjkalo, da bi jih bilo z NSI-jem. Zdaj tukaj mi je zanimivo pa me zanima Rok, morda kot tudi nekoliko bolj izkušen še. Zanimivo mi je ta pogled. Vedno je nekje v Sloveniji, vsaj bom rekel v tem bolj desnem polju, neka dilema, ali se pri nas, glede na to, da desnica pravzaprav še na nobenih volitvah po letu 1990 ni dobila absolutne večine v državnem zboru, govorimo o strankah, recimo, ki se štejejo kot desnica, torej tudi vse vlade, ki jih je Janez Janša vodil, so sestavljali tudi vsaj kakšen igralec iz levega pola, torej glede na to, da desnica nikoli ne uspe zmagati, dobiti absolutne večine v parlamentu, se pojavljajo dileme, ali so volitve ukradene. In do zdaj, recimo, bom rekel, nekih resnih indicev, za to, da bi bile volitve ukradene, niti stranka SDS nikoli ni znala pokazati. Torej, in vem, da niso prvič šteli, zagotovo vsake volitve imajo torej na vsakem volišču svojega zaupnika, ki potem v centralo sporoči, kakšen je rezultat na tistem volišču, da lahko centrala potem to primerja z Državno volilno komisijo. Torej, nikoli do zdaj nismo iz ust SDS-a slišali usporavanja, da je bilo s štetjem glasov kaj narobe, tokrat pa govorimo o 50,000 oceni SDS-a, 50,000 narobe preštetih glasovih. Jaz mislim, da v to teorijo, da bi bile volitve ukradene, jaz ne verjamem. Zato, ker sistem, kakršen je postavljen, omogoča kvečjemu par 100 ali pa mogoče 1000, če smo zelo radodarni, potencialno, da bi se dalo kaj mogoče, ki je prišmuglati ali kakorkoli, ampak da take številke, ki bi bistveno spremenili razmerje, da bi Janša prišel do trdne koalicije, ni šansa. Jaz mislim, da se bo zgodilo naslednje. Vidimo, zdaj gledam absolutno število glasov, 320,000, 317,000 SDS, Nova Slovenija 105,000 plus seveda Ljudska stranka pa Fokus, Logar 75,000. Če bi to štel v desno sredino, je to, mislim, da zgodovinsko najvišji rezultat. Ne bom zdaj na pamet malo govorim, ampak je zelo visoka številka. To povem, da mobilizacija na desnici je bila, oziroma jaz mislim, da je prišlo veliko volivcev, ki so sicer zmerno desno nagnjeni, ampak ne hodijo na volitve redno. Moj okraj je tipičen primer Šmarje pri Jelšah, desno nagnjen podeželski okraj, Kozjansko, Kozje, Bistrica, Psotli, ampak vedno med najnižjimi volilnimi deležbami. Tokrat mislim, da mogoče malo pod povprečjem, zdaj govorim na pamet, ki že dolgo nisem pogledal, ampak bistveno bolje kot sicer. To so volivci, ki jih prej ni bilo. In zdaj so jih zagotovo ta politika visokih davkov, napade na kmete, na zdravnike, jih je pognala na volišče. In desna sredina je naredila izjemno dober rezultat. Mogoče takrat, če Viranta zraven štejemo, da je bil še boljši. Drugače pa ne. Govorimo o točno skoraj, zmanjkalo jim je, bom rekel, 2000 glasov, da bi prišli do 500,000. Torej, na hitro, nisem še čisto vseh do zadnjega glasu, ampak še nekaj, govorimo o 498,000 in nekaj glasovih. Če drugi del povem, to pomeni, ampak tudi na levici je bila dosti dobra mobilizacija, veliko boljša, kot smo jo lahko pričakovali pred 14 dnevi. In tukaj sem prepričan, da je to posledica teh spina, afere, prisluhi, in zdaj bom dal zelo, zelo močen argument za to. Ne vem, če ste videli, gledali smo tudi analizo sporednih volitev po starostnih skupinah. In v starostni skupini 65 plus, veste, kdo je izjemno visoko zmagal? Gibanje Svoboda. Izjemno visoko, čez 40%. In v starostni skupini 18 do 34, veste, kdo je zelo močno bil uspešen? Desna sredina. NSI in pa tudi SDS. To pomeni, vpliv medijev, tradicionalnih medijev, ki jih gleda 65 plus, je kupil narativ Svobode in teh medijev, da se dogaja veleizdaja z tujim vpletanjem v volitve. Medtem ko pa druge starostne skupine tega niso kupile. In to je ta razlika nastala. Ko govorimo o ukradenih volitvah, mogoče še vmes sem preračunaval te številke. Večkrat smo rekli, da se po 60, nad 60% udeležbe tekma usodno zgodovinsko lomi v korist leve sredine.
Zdaj smo trenutno pri več kot 68% volilne udeležbe, ne, in verjetno bo vsaj še malo naraslo. Nekje glede na to, da manjka še dober odstotek, nekje 69. In ne pozabi, Peter, da je razmerje med poloma, če resnico damo stran, 40 mandatov aktualne koalicije in, če se ne motim, 43 mandatov desne sredine, tako da je to prvič v zgodovini, da je pri skoraj 70% udeležbi desnica nesla levico, tako da zaradi tega samo še manj verjamem v ukradene volitve. No, celo še več bi rekel, Mirko, ne na zadnje, treba je poštevati, resnica je nastopala z izrazito desnim programom, tako da pravzaprav, jaz, ko sem se večkrat pogovarjal, bi skoraj še to štel zraven. Mislim, volivci, ko sem se pogovarjal z mladimi, ki so reševali recimo bilo je kar nekaj teh opcij volilnih kompasov, kjer si recimo reševal anketo v smislu, kakšna so tvoja politična stališča in potem ti je aplikacija preračunala, s katero stranko se koliko ujemaš. In poznam recimo precej konzervativno desno razmišljajočih mladih, ki so nekako po teh rezultatih teh kompasov dobili nekje med Novo Slovenijo in Resnico. Torej, sodeč zgolj po programu, ki ga je imela stranka Resnica, in recimo najbolj klikan izmed teh volilnih kompasov je ravno z umetno inteligenco zgolj po programih pripravil torej to točkovanje, je torej bilo nekako usmerjeno, da tudi recimo Resnica, verjamem, da je tukaj kar nekaj desnih volivcev še šlo k Resnici. Rok, nate bi se navezal. Takrat si začel s to spremembo retorike pri Janši od ne bom vladal, do šteli bomo na roke vsak glas, pa me zanima še nekaj. Postavili smo tezo, ko si bil danes prvič z nama, da je pravzaprav drugo mesto na volitvah, takrat je na Mediani kazalo malo večjo razliko, da bodo torej recimo 2 do 3 mandati v korist Svobode, pa potem SDS. Ta stvar se je znižala, je en mandat razlike vsaj za enkrat. A je tvoja teza kaj drugačna? Je to zdaj kaj boljši rezultat za SDS, oziroma se tisto, da se bo treba prej spraševati na desnici do te 22-40 ure, kaj bistveno spremeni? Ravno to, kar smo govorili prej, to pomeni, imamo visoko volilno udeležbo z prednostjo desne sredine. Da ob takšnem mandatu, ki je bil, in tukaj se je mobilizirala nova skupina ljudi, ki je šla desno sredino voliti, in del leve sredine se je pasiviziral. In da v takšnem razmerju desna sredina ne more zmagati, je nekaj hudo narobe. In če bomo nadaljevali na način razmišljanja, oziroma če bojo oni nadaljevali na način razmišljanja, da se lahko z ponavljanjem istih stvari zgodi drugačen rezultat, bo kvečjemu slabše, boljše pa ne bo nikoli. In tukaj je vprašanje ne v prvi vrsti za SDS, ki lahko spet si pripne medaljo za dober rezultat, mogoče za zmago, ampak vprašanje za volivce desne sredine je, a želijo biti vedno razočarani. Ja. Tudi takrat, ko gre zelo, zelo vse narobe, na levi strani so volivci desne sredine še vedno razočarani, ali je pa treba korenito spremembo miselnosti. Sem jaz vaju oba tukaj v bistvu vprašam, kaj bi bilo nocoj bolj logično slišati od Janeza Janše? To, kar smo, preverjal bom rezultate glasovanja, ali preveril bom svoj mandat na izrednem kongresu SDS-a? Mislim, da karkoli od tega bi Janez Janša rekel, bi bil rezultat dokaj podoben. Na zadnje, ravno med, bom rekel, voljivci SDS-a je... Potem je smer samo še ena, da odstopi sam. Mislim, hočem reči, med voljivci SDS-a, kolikor jih poznam, je prepričanje, da so volitve ukradene tako ali drugače, najbolj razširjeno med vsemi strankami. Torej, ne bom rekel, da vsi voljivci daleč od tega, ampak med tistimi, ki verjamejo, da so volitve ukradene, je največ volivcev ravno SDS-a. Na drugi strani mislim, da Janez Janša ta trenutek nima nikogar, ki bi ga lahko v stranki resno nasledil. Ima pa pogoje za upokojitev, pa naj se stranka sama ukvarja s tem, kdo ga bo nasledil. Ima, ampak treba vedeti, da stranka SDS je na neki način otrok Janeza Janše. In imam občutek, da tudi Janez Janša tega otroka ne more spustiti iz rok. Ga bo raje zadušil. Kot tista posesivna mama, ki otroke pri 30 drži doma, zato da ji ne bi ušli od doma, in jih na ta način pravzaprav bom rekel, uničuje.
In ne nazadnje tudi otrok, ne, torej SDS, mislim, da je trenutno pokazal, da pravzaprav ne vidi alternative v nikomer drugem kot v Janezu Janši. Torej, tudi če bi Janez Janša rekel, evo, kljub temu, da smo dosegli enega najboljših rezultatov stranke, ponujam odstop, sklicujem izredni kongres, pa da se preštejemo, močno dvomim, da bi imel kakšnega protikandidata in tudi če bi ga imel, močno dvomim, da bi posegel po več kot enomestnih odstotkih. Zdaj si morda odprl eno zelo zanimivo temo, ki se jo lahko kot fusnoto lotimo za zraven. Ne? Ali se zdaj kaže v bistvu, ko gledamo te rezultate 2026, da je usodno zamudil moment primopredaje, preden mu je Anže Logar odšel iz stranke? To je absolutno lahko res, ampak a je kdo pričakoval to primopredajo? Jaz mislim, da Janša, ne njegovi volivci, pa ne njegovi člani tega niso pričakovali. Ne? Preveč je tu nalagati Janši. On ima svoj rezultat. Ja. Tu je samo vprašanje miselnosti volivne baze. Ne? Ali so s tem zadovoljni, da vedno znova zgubijo proti nekemu Golobu, pa tudi če ima katastrofalni mandat. Tako je, in da se potem išče 1001 izgovor, zakaj so policija, sodstvo in na koncu še volitve. Vse je ukradeno. In to je, dokler tu ne bo preskokal miselnosti, bo pač kako je. Res pa je, da je ta tretja pot, ali pa tretji blok, koliko se mogoče povsem narodno so se ga lotili, so ga narodno zastavili, pa tokrat dobil nezaupnico. Ne? To je pa drugo dejstvo. Ne? Anže Logar kot neki flagship te ideje, tega projekta je poražen z volitev, kakorkoli obrnemo. Morda, ker smo že pri Anžetu Logarju, se sprašujem, glede na to, da mu preboj v parlament ni uspel. Torej, govorimo torej o stranki, ki ima predsednika, ki mu preboj v parlament ni uspel, čeprav gre za desetinke. Torej, ali bo morda zaradi tega pozicija Anžeta Logarja pri pogajanjih koalicijskih kaj drugačno, torej, da bi si izpogajal mesto zunanjega ministra in na ta način ohranil politično kariero, ali bo šel na to trnovo pot poslanca izven parlamenta? Kako vidite? To je nedvomno ima močan argument za to, da bi se zmenil za neko koalicijo. On je karierni politik, to ne smemo pozabiti. On je v parlamentu zdaj, ne vem, od leta 2008, če se ne motim. In predtem je bil PR-ovc v Janševi vladi od 2004 do 2008 in še prej v podmladku stranke. In zdaj, prvič, ko je šel na svoje, dobi tako nezaupnico, Janez Janši se mora smejati za ta trenutek. Mislim, v vsej žalostni situaciji, ki je okrog SDS-a tukaj, ker so pač očitno spet za mišijo izgubili volitve, čeprav bi jih morali z lahkoto dobiti, ne? Ampak Anže Logar pa tudi ni realiziral tistega, za kar je on šel na svoje. Ne? Nekaj si še zasluži naš komentar, preden sklenemo. Golobova izjava, vsaj njen prvi del. Poslušajte tole. Ta večer sem preživel v velikem pričakovanju, da lahko rečemo, da gremo naprej. V tem mandatu bomo naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse državljane. Kar je zanimivo, je mentalni sklop. Svoboda se z resnico prešteje do 45, torej ne čez, Golob pa že govori o novem mandatu. Torej, ne vem, če špekuliramo, če želimo biti kreativni pri analizi tega, bi rekel, da Golob po domače napoveduje lovljenje posameznih poslancev tudi od demokratov in še od koga, da se stavi večino. Absolutno se strinjam s tem. To pomeni, kdo je prišel v parlament pri novih strankah, je vedno veliko vprašanje in koliko je odprt, da si slučajno mu ne zgodijo predčasne volitve, ne? To pomeni, nekdo pride iz plače 1200 evrov na plačo 3000 evrov. To mislim, da smo že prej govorili. Pa še više plače bodo poslancev po reformi Golobove vlade. Bi šel na novo loterijo ali bi pa mogoče sprejel kakšno sugestijo, tudi pri Stevanoviću, ali pozna svoje ljudi. Jaz dvomim, da pozna vse ljudi, ki so prišli v to bi bil pa v bistvu še tretji krog pekla za Anžeta Logarja. Po slabšem rezultatu, pol slabšem od pričakovanj najmanj, če ne celo večkratnik, ne? Potem ob dejstvu, da sam ni v novi sestavi državnega zbora, če bi mu Golob uspel še razbiti poslansko skupino, potem je blizu političnemu koncu. Blizu, ja. Ko smo ravno pri sestavi poslanske skupine, mislim, da moramo, preden končamo, par besed tudi na to temo, pa morda res bi bilo bolje začeti pri vrhu, pa bom vseeno šel na tretje mesto. Namreč imamo eno zanimivo situacijo,
Torej, Nova Slovenija, SLS in Fokus, imamo 9 mandatov. 7 jih je dobila Nova Slovenija, enega SLS in enega Fokus. Torej, v Škofji Loki ena je bila izvoljena Fokusova kandidatka Marjeta Šmit. In v Sevnici je bil izvoljen torej župan iz vrst SLS-a Srečko Ocvirk, ostali so pretežno NSI-jevi poslanci, pri čemer zanimivo, rekel, kar pa vendarle pomeni, da je NSI dala realno izvoljive okraje obema partnerjema na listi. Drži, to je, hkrati pa tudi, da je bilo to sodelovanje, lahko rečem, zelo koristno za vse stranke. Torej, Nova Slovenija sicer res, da morda prav NSI-jevih poslancev je eden manj, če so jih imeli v tem sklicu 8, je zdaj NSI-jevih konkretno 7, pa vendar je ta... Žrtev, ki je bilo vredno sprejeti, rečemo temu. Tako, Torej, hkrati so si izboljšali rezultat in pokazali na to, da je to sodelovanje produktivno. Imamo pa vendarle torej, hkrati dovolj malo poslancev drugih strank, da se nekako formiranje nove poslanske skupine, tukaj recimo, da bi Fokus ali SLS šel na svoje, nekako ne kaže. Edino tu imajo minus, da niso dosegli 10, ker 10 je v parlamentu pomembna številka, kjer lahko sam vlagaš interpelacije, še neke druge zadeve sam urejaš. Tega nimajo. Pri SDS-u sem te med zadnjim mini odmorom opozoril, da je Franc Kangler v parlamentu, no na zadnjem popisu ga ne vidim več, tako da ga očitno ni v poslanski skupini, si pa ti opazil, da Andreja Hojvika prav tako ni. Andreja Hojvika prav tako ni med izvoljenimi. Zdaj, če pogledamo še recimo tlele, morda to je dokončamo NSI, sem mislil še eno stvar izpostaviti kot zanimivost. Dva poslanca sta nekako nameravala iti v pokoj, Jožef Horvat in Vida Čadonič Špelič, oba sta se na prošnjo vodstva odločila za kandidaturo. In ravno ona dva nista bila izvoljena v parlament, torej lahko bi rekli celo, da sta se žrtvovala za stranko in potem se jima je zgodilo to, kar sta si pravzaprav želela. Kako razumete to situacijo? Ja, jaz mislim, da sta res zadovoljna. Po drugi strani Martin Mikolič, vem, da je tudi imel svojo željo, da bi mogoče končal v pokoju, ampak da če bo pa ljudje spoznali, da je vreden novega mandata, bo tudi seveda ta mandat oddelal in kot kaže zdaj, če ga ne bo spet tako prejšnjič, čez 3 dni nekdo drug izrinil. Ker tu bi opozoril še eno. Tudi prejšnjič ga ni. Prejšnjič je bil Klemen Matek iz Mozirja, tisti, ki je bil izrinjen, torej, ki ga je Janez Žakelj izrinil. Ampak v nekem trenutku je bil tudi Martin Mikolič, ne prejšnjič pa na volitvah prej, na isti način. Ki bo zdaj bo zelo verjetno poslanc. Bi pa rekel, da zdaj verjetno vidva veste, jaz nisem opazil, predčasno glasovanje je že verjetno šteto v tem rezultatu. Predčasno glasovanje, kakor razumem, ni posebej prešteto, ampak se šteje skupaj z ostalimi glasovnicami. Kaj pa po pošti, pa veleposlaništvo in podobno? Ker tu je vprašanje, ali lahko to še kaj spremeni. Pridejo volitve iz Argentine, recimo, glasovje. Pri tako majhni razliki morda, ja. Mi zdaj na drugi decimalki govorimo, zdaj sicer bi treba nekaj matematičnih izračunov narediti, ampak potencialno je mogoče, da se še kaj spremeni. Čeprav je tudi, jaz mislim, da stvar zmage je tu bolj stvar prestiža, da nič bistveno ta razlika ne prinese. Da odgovorim še na tvoj izziv. Jaz mislim, da pri poslancu Horvatu je bilo v tem mandatu opazno tudi tako na količino nastopanja v medijih, da je nekako počasi izpregel z vsakim letom bolj, Medtem, ko moram reči, da bom videl Čadonič Špelič kot retorika pogrešal v poslanskih klopeh, mislim, da so izgubili tudi nekoga, ki dobro nastopa na različnih studijih, 24 ur zvečer in podobno. Je pa Vida Čadonič Špelič tudi sama rekla, ne da gre v penzijo, ampak da ima določene izzive na lokalni ravni, tako da se jim bo očitno zdaj lahko posvetila. Če velike 3 zaključimo še s Svobodo, sem šel pogledat tvoj popis najljubših in ugotovil, da boš še naprej gledal Lenarta Žavbija, Saro Žibrat, Leno Grgurevič, Tamaro Vonta, kot pa kaže tudi zdaj, pa smo skoraj pri koncu s tem štetjem, pa Urške Klakočar Zupančič ne. Urške Klakočar Zupančič je kar daleč pod pragom parlamenta. A ti vse to, kar je ostalo od tehta Urško Klakočar, ja. Dej, izjasni se zdaj,
Vsekakor je ne bomo pogrešali, no, Urške Klakočar Zupančič. No, več časa bo imela. Ampak je pa velika nezaupnica to. Ne? Priznam, da mi je žal, da torej Tamara Vonta ni kandidirala v svojem domačem Krškem. Je pa res, da tudi Klemen Boštjančič, ki je kandidiral v 2 okrajih, Novo mesto 2 in Krško, je izvoljena. Ne? Tako da vprašanje, če bi kandidatura Tamare Vonta v Krškem kaj spremenila. No? Nataša Avšič-Bogovič je tudi noter. Vinko Logaj. Vinko Logaj, nikakor v penzion. Nikakor pa je že bil pred nastopom ministerske funkcije pripravljen za penzion. Ne nazadnje tudi Alenka Bratušek, ki je izvoljena, celo najboljši rezultat. Prvič v karieri. Ne, mislim, da je že bila v času pozitivne Slovenije je bila izvoljena. Vlada dela dobro, bomo tudi še poslušali, ne, Borut Sajovic. Recimo ni pa Sandre Gazinkovski, ne, Boštjana Poklukarja in Alme Intihar, no, ki so bili do zdaj poslanci. Matej Arčon, recimo kot najboljši na Primorskem. Mateja Čalošič se je prebila v parlament, ne, tako da tukaj ni nekih presenečenj, razen gospoda torej, kozmičnega dežja Aleksandra Prosena Kralja, pa ne bomo več gledali, tako da bo lahko v miru biznisiral z državo. Ne. Socialni demokrati so mandat končali z 8 poslanci, zdaj bojo imeli 6, torej 2 manj. Kot vidim, edino ime, ki je novo, je Darko Ratajc, sicer so pa tu Matjaž Han, Luka Goršek, ne? Luka Goršek. Ja, res je, ampak novo v smislu Luka Goršek je vendarle podpredsednik stranke. Ne? Vendarle treba izpostaviti, no, Luka Goršek je premagal Mojco Šetinc Pašek in Tanjo Fajon v svojem okraju. Imaš raje Luko Gorška kot Mojco Šetinc Pašek? Luka Goršek, ne, je v tem mandatu pokazal, da je sicer zvest stranki, ampak da zna biti kritičen. Ne? In mislim, da je to pravzaprav za SD zelo koristno, no? Da se mi zdi, da je bistveno, da bo Luka Goršek za SD je bistveno boljši poslanec, kot bi bila recimo Mojca Šetinc Pašek. No? Sprememba na 5. mandatu pri resnici, veš, da je bil prej Sendelbach na zadnjem mestu, zdaj Aleksander Štorek iz Celja. No, ker nobenega od njih ne poznam iskreno. Morda zanimivo, Socialni demokrati, ne? Meira Hot je gladko spet zmagala v Piranu s 4% točkami prednosti pred Ajdovščino, ne? In Matej Tašner Vatovec šele na 4. mestu, Kopar 1. Ne? Zdaj, če to primerjamo recimo z Levico, ne? V Levici je Nataša Sukič izvoljena v istem okraju, kjer bi kandidiral Matej Tašner Vatovec. Tako da, če je Matej Tašner Vatovec iz čiste preračunljivosti prestopil k Socialnim demokratom, se mu ta izračun ni šel. Ne? Ja. In še ena zanimivost pri Levici, tam so izvoljeni Luka Mesec, Asta Vrečko, Vladimir Šega, Nataša Sukič in, to je ta zanimivost, Tina Brecelj. Mislim, da se bo prvič zgodilo, da imamo uslužbenko Vrhovnega sodišča izvoljeno za poslanko, ne, visoko uslužbenko Vrhovnega sodišča in, če se ne motim, partnerko dosedanjega predsednika Vrhovnega sodišča. Ja, s tem, da je Uroš Macerl zadnji trenutek očitno padel ven, ne? Prej je še bil, ali ima Vesna potem sploh koga? Nima. Prej je bil Uroš Macerl, zdaj pa... Vladimir Šega je tudi kandidat Levice. Ne? Bom rekel, zanimivo je to, ne? Če smo prej gledali Novo Slovenijo, ne? Ki je šla, bom rekel, v simbiozi z SLS-om in Fokusom na te volitve, je Levica šla izrazito pravzaprav predatorsko, ne, oziroma je Vesno dobesedno izkoristila za nabiranje glasov. Ne, nazadnje tudi Alen Salihović, prej, ko je bil v studiu tukaj pri nas, ne, je povedal, ne, kako recimo na soočenja na Radio Ognjišče je skupna lista pošiljala izključno kandidate Vesne, ne, in so ves čas nastopali v slogu, češ, poglejte, sej mi pravzaprav nismo v vladi, ne, mi se distanciramo od politik vlade in tako dalje. Ne? Tudi pogled izven teh, ki so se prebili v parlament, je zanimiv. Prerod Vladimirja Prebiliča se je do teh zadnjih decimalk štetja prebil nad 3%. Se pravi, je presegel 3% podpore, ostal pa vendarle relativno daleč od preboja v parlament. Pirati samo še 3 stranke so presegle prag financiranja in to so Prerod, Piratska stranka z 2,3% in Slovenska nacionalna stranka z 2,26%.
Tudi Kordišu ni uspelo. Miha Kordiš z Mi socialisti niti 0,5%, Pazi, Miha, 0,46. tako je, Miha Kordiš je zbral 5283 glasov, da ne govorimo o Pavlu Ruparju s 3965 in Karlu Rjavcu z 2885 glasov. In koliko sem preštel čez palec, Levica in Vesna danes in pa Levica in Vesna na prejšnjih volitvah -10 000 glasov. -10 000 glasov. Če vzameš obe stranki skupaj. Tako, prejšnjič, ne, v 2022 skupaj, nekaj čez 70 000, zdaj 61 714. To pomeni, 1 plus 1 v njihovem primeru ni bilo 2, ne? Ali pa več. Ne? Je bilo celo -1. Ja, tako je. Oziroma, Strežem pa vam tudi s podatkom. Ampak vprašanje pa je, ne, če bi Levica nastopila brez Vesne, Ja, kaj bi se z njo zgodilo? bi se verjetno izpadla iz parlamenta. Ja. Tako da v bistvu tukaj je Vesna, tukaj lahko rečemo, da se je Rešilni pas. Vesna žrtvovala za Luko Mesca. Ne? To pa mislim, da more boleti, recimo, ne? Zavedajoč se, da si recimo Uroš Macerl, ne? Ali pa Urška Zgojznik, ne? Oba, čeprav recimo mi je politika Vesne v skoraj vseh področjih dokaj tuja, ne, v smislu razen te ekološke zakonodaje imajo izrazito levičarski program, ne, česar ne bi niti pričakoval od kmeta, kakršen je recimo Uroš Macerl, ali pa vendar ne. Vedno sem videl Uroša Macerla in Uršo Zgojznik, ne, kot, bom rekel, dokaj iskrena politika, nepreračunljiva politika, ne, nazadnje Uroš Macerl se je boril proti Lafargeu, bom rekel, iz nikakor preračunljivih razlogov tudi plačal, se mi zdi kar neko ceno. Ne, zato Urška Zgojznik, mislim, da je znana recimo postala v Sloveniji po tisti akciji Očistimo Slovenijo, ne, ki je tudi bila precej prelomna akcija. Ne hočem reči, ko recimo vodim skupine in me po Sloveniji in me sprašujejo, kako je Slovenija tako čista država. Ne. Jaz se, bom rekel, še spomnim časov, ko so ležale še plastenke ob cesti in mislim, da je bila ravno tista akcija Očistimo Slovenijo leta 2008, pa potem so izsledile še v nekaj letnih zamikih še nekatere druge. Bila tista ključna akcija, da je recimo Slovenija tako čista, kot je. Torej imamo dva iskrena recimo človeka, ne, ki sta nekaj dala in sta pravzaprav nastavila hrbet za to, da so v parlamentu ostali Nataša Sukič, Luka Mesec in Asta Vrečko. In na to sva opozarjala že v rednih epizodah, ne, ko sva govorila tudi takrat o nastopu Macerla na tistem prvem od soočenj, oziroma celo na Tarči še pred uradno kampanjo, ko je prišel v studio kot nek figov list, ne, Levice oziroma obstoječe koalicije. Jaz bi proti koncu vama postregel še z enim podatkom, in sicer poškilil sem tudi na številke našega live streama in ravno proti samemu koncu, kjer se nahajamo zdaj, je številka ena najvišjih v zadnjih 4 urah, tako da mislim, da to priča o tem, da smo danes opravili dobro delo. In drugi podatek, morda tudi za prerez neke splošne klime ob koncu dneva, naslovnice velikih medijev, če jim tako rečemo, ne, mainstream medijev so si nekako enotne v oceni, da bo sestavljanje koalicije po telih izidih en velik izziv. Ne. Ja, zdaj, mislim, da smo malo prehiter, no, jaz bi segli še SDS par stvari za pokomentirati, ne samo recimo, da je Andrej Hojvik izpadel, ne, mislim, da imamo tle še par zanimivih kandidatov, ne. Recimo Domen Cukjati, sin dolgoletnega poslanca, za las mu je zmanjkal preboj v parlament na Vrhniki, torej v enoti Center, je pa izvoljen Aleš Hojs, ki do zdaj ni bil poslanec, zasedel je pa okraj Anžeta Logarja. Nesojeni evropski poslanec Hojs. Dvojno nesojeni evropski poslanec. Zoran Mojškerc, Logatec, to je tudi tisti, ki se je spopadal z Anžetom Logarjem v Logatcu, je uspel. In pa Alenka Jeraj so v tej recimo Ljubljana Center volilni enoti izvoljeni. Torej, očitno bi se lahko ugibamo, zdaj res, da to so okraji, ki so tradicionalno SDS, pa vendar je SDS morda tudi načrtno demokrate ravno v teh okrajih izrazito močno poskusil morda premagati. No, to morda kot ena taka zanimivost. V celjski enoti recimo je spadla Alenka Helbel, ki je bila do zdaj poslanka, prišla pa je noter recimo Manja Lesnik Velenje, kar je tudi res, da Velenje 2, no to mislim, da pretežno bolj Šoštanj, pa vendar, torej je nekaj, bom rekel, kar
zanimivih, no, teh, rekel, tudi pri SDS-u, ne na zadnje, recimo Luku Simoniču, ne, torej vodi Podmladka, se je spet za las izmuznil mandat, prav tako v Pesnici, kjer se je prejšnjič izmuznil za las mandat Marjanu Pojbiču. Ne. Tako da je recimo tudi tukaj morda kakšna zanimivost, ki bi jo želela dodati vidva, no, na to. Franc Kangler spet, kot rečeno, ni noter. Ja, morda Eva Irgl, ne, se vmes smo že v teh 4 urah omenili, da jo ni na seznamu, tudi na tem končnem jo ne vidim. Kar je res zanimivo, no, 2 glavni figuri, vsaj tako je takrat, ko sta se odtrgala od SDS-a delovalo, ne, ki sta tudi skupaj hodila nekako od vrat do vrat terensko v tej kampanji, na koncu jih ni. Na praznih rok, ja. Tako je. Tako. Zdaj pa morda res še zadnja beseda, no. Koalicija. Koalicija, ne? Kaj lahko sploh pričakujemo zdaj v času naslednjih dneh? Meni je to zanimivo. Jaz bi ta del analize končal z svojega vidika s tem. Mi trije ne preštejemo nobene kombinacije pametne bistveno čez, ali pa sploh ne čez 46. Veliki mediji skupaj z nami ugotavljajo, da je sestava koalicije nekje v oblakih. Robert Golob govori o naslednji vladi, o naslednjem mandatu in konkretnih ciljih. Ne vem, no. Zgleda, da najbolj prepričana v to, da se da neki sestavljata ravno Robert Golob pa Janez Janša. On še sestavlja, on bo preštel, da bo imel dosti, da bo sestavil. Ne? Vsi drugi smo pa izjemno skeptični. Bom drugače vprašal. Janez Janša je rekel, da šibke koalicije ne bo sestavljal. Torej, je že zdaj jasno, da ne bo sestavljal nič. Ali mu verjameta, da jutri njegov telefon ne bo brnel, oziroma da ne bo on klical na pogovore, recimo morda demokratov, morda Zorana Stevanoviča? Ja, po njegovi zadnji izjavi mu ne verjamem več. Ne. Mogoče sem bil premalj naiven, pa sem mislil, da misli resno. Ne. Ampak takoj, ko začneš se prekladati o tem, ali je 40-50 tisoč glasov bilo ukradenih ali ne, že pomeni, da imaš neko drugo računico zadaj. Ne. No, zdaj, drugo vprašanje, potem, ki se tukaj mi odpira, bom rekel tako, ne. Zdaj, če pogledamo, recimo, če vzamemo najprej Roberta Goloba. Torej, Robert Golob ima svojih, če se ne motim, 40 glasov, ne. Torej, če vzamemo Gibanje Svoboda, Socialne demokrate in Levico. Ne. Torej, do 46 za premiersko mesto mu manjka še 6, torej, če tudi bi kupil Zorana Stevanoviča, bi moral vsaj še recimo poslance italijanske narodne skupnosti ali pa koga od demokratov dobiti. Zdaj, kako verjetno se vam zdi, recimo, da bi, naprimer, demokrati ali pa kdo, kakšen posameznik od demokratov, da bi recimo prodal... V tretjem krogu glasovanja v stilu Pucka, v bistvu. Ne, da bi prodal zdaj recimo stranko, ki je napovedala, da gre v opozicijo in Verjetno je, ampak to smo že prej govorili. Ne? Kdo so ti ljudje, ki so zdaj prišli noter in so prvič začutili... Ja, in kakšna je njihova cena v bistvu. Tako, ja. In to ne bomo mogli ugotoviti, dokler ne bo šlo res za to, da nekomu manjka 1 ali pa 2 glasova. Ne? No, glej, jaz za deal s Stevanovičem sploh ne izključujem oziroma celo zelo verjamem, bi pa hipotetično rekel glede demokratov, če bo tukaj prišlo do delnega razbitja te poslanske skupine, je to dejansko vprašanje politične, nadaljevanje politične kariere Anžeta Logarja. Sploh zaradi tega, ker ne Anže Logar, ne Irgl nista zvoljena, ne? To pomeni, da nimata pravega nadzora. Nista v špilu po svoje. Ne? Ja. Mislim, to je izredno nehvaležna situacija za Anžeta. Ne? Bi lahko recimo Eva Irgl za mesto ministrice za Slovence No, in tu je zdaj nekaj vprašam. Ne? Prodala poslansko skupino demokratov. In tu je nekaj zdaj vprašam. Ne glede na to, da morda ob samem rezultatu ni navdušen in napoveduje preštevanje glasovnic na roke, pa se verjetno Janezu Janši, če že sploh ta večer, nasmeje, ko pogleda seznam poslancev demokratov. No, to sem že prej omenil. Da. Zagotovo je to njegova, mogoče edina vesela točka tega večera. Ne? Mislim, je pa res, da jaz priznam, no, razen Tadeja Ostrca, ne, ostalih 5, ne, Mojca Žnidarič, Franc Križan, Robert Potnik, Barbara Levstik-Šega in Teja Košir so bom rekel, na političnem parketu povsem neznani, razen če morda vidva za kogarkoli izmed teh ljudi. Je pa, če je Nomen Stomen, potem bi Potnik lahko odpotoval v kakšno drugo koalicijo. Se hecam. Zdaj bi bil pa čas, da mi tudi kam odpotujemo. Tako je, ravno sem hotel reči, da naj bo torej
Če mi dovolite, jaz bi za svojo zadnjo misel, preden sklenemo, se vama zahvalil in sicer se pravi, letom in pol približno sva začela s podcastom, pred 10 meseci s tabo še z portalom zanima.me, imam samo za nakratko reči, super je delati z vama in nocoj je bil to en sam užitek. Hvala. Mirko, hvala. Kljub temu, da smo v kaotičnih rezultatih, bom tudi sam rekel, da sem užival. No, vseh teh, zdaj smo pa že krepko čez 5 ur live streama, z neko polurno pauzo vmes. Tako da morda pa malo za hec, bolj za hec kot za res. Gremo izvati Borisa Tomašiča. Z Guinnessovim rekordom. Nismo še tam, brez skrbi. Ampak za nas je to šele začetek. Gremo pa, Peter, lahko na Guinnessa zdaj, to pa ja. Res za zaključek mislim, da je treba povedati, gledalci so videli samo nas 3, pa našega direktorja Igorja Vovka, še pa Roka Freliha, torej nas 5, ampak bistveno več kot 5 nas je bilo tukaj v studiu. Če sva midva z Mirkom imela polurne predahe vmes, najina tehnika brez predaha tukaj rihtata, bom rekel, da vse teče kot more in zgoraj v pisarni, še celotna ekipa portala zanima.me skrbi pa še nekaj dodam, celo od doma, in bom omenil partnerko, mamo in očeta so me servisirali najprej s tem, da imamo kakšne tehnične težave, pa s povzetki raznih izjav, ki so se sproti dogajali. Skratka, izjemna ekipa, moram reči, ne samo torej nas 3, ampak res kapo dol celotni ekipi, ki je danes pokrivala ta volilni večer. Zadaj je cela ekipa, ki nas suportira, mladi, talentirani, motivirani ljudje. Hvala vam, fantje, dekleta, da ste pomagali, ampak kot sem rekel prej, za nas je to šele začetek. Če bomo imeli, dragi gledalci, vašo podporo, da boste nas spremljali, da nas boste podprli z naročnino in da boste, danes smo tudi gostili v naši hiši zlate podpornike, ki so si lahko ogledali, kako funkcionira takšen live stream in seveda celoten delovni proces v ozadju. Postanite morda zlati podporniki tudi vi in se nam pridružite v podobni priložnosti še kdaj. Mi bomo dali svoje znanje, svojo strokovnost na razpolago, da delamo ta program še naprej in verjamem, da je to šele naš začetek. 4 ure in 39 minut. Najlepša hvala vsem. Tako, hvala lepa.